Lepo pozdravljeni. Kot vidite, mi smo pripravljeni, ker smo resna stranka z resno kandidatko. Kot predsednica države si bom prizadevala prvič za uspešno Slovenijo. Napovedala sem, da lahko Slovenija postane ena od 15 najbolj uspešnih držav sveta. Prepričana sem, da je to mogoče. Če delamo v Sloveniji vsi za isti cilj, če se bomo medsebojno spoštovali, če bomo spodbujali podjetnost, če bomo vsi delali za isto, ne glede na različna prepričanja in stranke, potem bo Slovenija lahko uspešna država. Drugič, za pravično Slovenijo in za Slovenijo enakih možnosti. Slovenci premalo zaupamo v svoje inštitucije, zato si bom prizadevala, da bodo na najvišja mesta imenovani kredibilni ljudje, ki bodo delali za pravično Slovenijo, da ne bo klientelizma, korupcije, skratka, da bomo imeli vsi državljani enake možnosti in da bomo pred zakonom vsi enaki. In tretjič, za Slovenijo, ki bo šla v pravo smer. Tukaj mislim predvsem na temeljne občečloveške vrednote, ki jih moramo spoštovati tako inštitucije države, kot politiki in državljani. Zato menim, da mora biti predsednik ne samo politična avtoriteta, ampak tudi moralna avtoriteta, ki mu državljani zaupajo, ki poslušajo njegovo besedo, njegove usmeritve, še posebej takrat, kadar je v državi stanje, ko smo se znašli pred nekim problemom in ne vemo, katero smer mora iti država. Tukaj z menoj je moja ekipa, imamo preizkušen volilni štab, ki ga vodi naš glavni tajnik, ki je dal skozi že kar nekaj volilnih kampanj, zato mu popolnoma zaupam. In tudi v Novi Sloveniji delamo tako, da povezujemo, združujemo moči, iz vsakega, ki sodeluje v kampanji, skušamo izvabiti njegove najboljše sposobnosti in talente, in ko vse to skupaj povežemo, potem vemo, da smo lahko uspešni in smo uspešni. Z menoj je tudi vodja poslanske skupine, ki ima glavno besedo pri vodenju poslanske skupine v parlamentu in je izredno pomemben člen stranke, in pa poslanec ter vodja PR službe z bogatimi izkušnjami Jernej Vrtovec. Izvolite. Dober dan. Glede na prve odzive, ki smo jih deležni po terenu, kaže, da bo Ljudmila Novak veliko presenečenje teh predsedniških volitev. Kaj je tisto, kar ljudem daje pogum, da bodo namenili svoj glas prav Ljudmili Novak, je njena moralna trdnost, njene jasne vrednote, ki predstavljajo korenine, da jih noben vihar ne more podreti in da jih še takšen vihar ne more zamajati, ker je za predsednika ključno, da ima zelo jasno linijo. Najverjetneje si je predsednica danes za začetek volilne kampanje ob sebi izbrala to ekipo tudi s posebnim sporočilom. Jaz mislim, da še dodatno poudarja možnost, da bo predsednica veliko presenečenje teh predsedniških volitev tudi njeno dosedanje delo. Poglejte, leta 2008 je ta stranka, katere pripadniki smo praktično razpadala, bili smo med sabo sprti, skregani, ljudje so s potapljajoče ladje bežali. Ampak prav Ljudmila Novak je znala svojimi izkušnjami in svojim pristopom vse ljudi, ki smo ostali, povezati, nam dopustiti, da je vsak izmed nas razvijal svoje lastne talente, do tega, da je danes stranka dobro stoječa in do tega, da se bo ta stranka leta 2022 potegovala za zmago na parlamentarnih volitvah. Skratka, vse to je tisto, kar Ljudmila Novak dela močno in dobro kandidatko. Mi absolutno se ne bojimo za drugi krog. V drugem krogu bo pa potrebno seveda napeti vse moči, da dobimo čim večji del desnega volilnega bazena in pa seveda čim večji del sredinskega volilnega bazena in zmaga bo naša. Spoštovani, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Ljudmila Novak ima vse lastnosti, da je najboljša predsednica države od zgodovine naprej. Predsednica Ljudmila Novak je odločna in se ne boji opredeliti za voljo politične všečnosti ali pa všečnosti med ljudmi. Je odločna v svojih besedah in dejanjih. Ne gleda na všečke na Facebooku in Instagramu, ampak se oglasi takrat, ko je prav in ko to potrebno v tej državi. In da je Ljudmila Novak najboljša izbira. O tem ne govori le Nova Slovenija, ampak tudi nekateri ugledni Slovenci in nekatere ugledne Slovenke. In podpisali so se, te ugledne Slovenke in Slovenci, pod izjavo za Slovenijo je dobro, le najboljše pa dovolite. Drage novinarke in novinarji, to izjavo bom uvod, pa potem zaključek tudi prebral. Slovenija potrebuje in zmore več. Več demokracije, medsebojnega spoštovanja, več pozitivnih izbir, idej in srečnih ljudi. Več blagostanja. Potrebuje mir, varnost, stabilnost, več svobodne podjetniške pobude za uspešno gospodarstvo. Potrebujemo preprosto in učinkovito delovanje države za zadovoljstvo vseh njenih prebivalcev. Slovenija potrebuje široko soglasje o svoji temeljni viziji. O vrednotah potrebuje več dialoga, o tem, kaj je prav in dobro, o tem, kdo smo in kaj hočemo. Za Slovenijo je namreč dobro le najboljše. In zaključek. Ljudmili Novak je mogoče zaupati, da bo neutrudno zagovarjala demokratičnost, normalnost, skrb za blagostanje naših državljanov in naše države, da se bo zauzemala za njeno pravičnost, spravo in povezanost naroda, za preseganje delitev ter za ambicioznejše približevanje naše države najrazvitejšim državam sveta. In še, kdo so zaenkrat podpisniki? Ivan Oman, na primer, potem profesor dr. Jože Balažic, Berta Golob, dr. Andrej Capuder, profesor dr. Leon Oblak, docent dr. Urban Vehovar, igralka Milada Kalezič in še drugi. Tako da za Slovenijo je dobro le najboljše, to ne govori le Nova Slovenija, to govori tudi široka podpora Ljudmili Novak na terenu, ko smo med ljudmi. Tako da glavni tajnik, sedaj pa beseda še tvoja. Hvala za besedo. Ponosen sem, da lahko na prvi dan volilne kampanje že predstavimo naš plakat, da vstopamo zelo resno v volilno kampanjo. Trenutno ga predstavljamo slovenski javnosti. To je naš osnovni plakat z našo grafično podobo, s katero vstopamo v to predsedniško tekmo. Mislim, da imamo moderno grafično podobo z čistimi sporočili oziroma samo enim sporočilom. Naš ključni slogan, s katerim gremo na te volitve, je predsednica in pika. Predsednica in pika zakaj? Ker naša predsednica ima vse predsedniške lastnosti, ima vizijo, ima program, ima moralno avtoriteto, ugled in seveda tudi ambicijo popeljati Slovenijo tja, kjer je njeno mesto. In ker Ljudmila Novak preprosto to je, predsednica in pika. Morda kot posebnost tega plakata lahko navedemo še to, da, kot ste opazili, ni imena in priimka. Je samo podoba in je slogan. To pa tudi zato, ker po različnih javnomnenjskih raziskavah in raziskavah, ki smo jih sami naredili, ima naša predsednica, in na to smo posebej ponosni, v naši državi 100% prepoznavnost. In praktično ni človeka, da ne bi vedel, kdo je Ljudmila Novak. V kampanjo vstopamo z nekim velikim dogodkom, ki bo naslednjo soboto, 30. septembra v Slovenski Bistrici. To bo naš 11. kongres, ki bo seveda namenjen podpori predsedniški kandidatki v dvorani športni v Slovenski Bistrici. Nas bo zbralo preko 600 in to bo nek uradni začetek volilne kampanje, v katero bo stopila Nova Slovenija, čeprav seveda smo aktivni že od danes naprej. Mi, za razliko od prejšnjih kampanj, ne gremo letos v avtobus. Veste, da je bila Nova Slovenija že pred več kot 10 leti prva, ki je začela volilne kampanje z avtobusi, ampak tekom zgodovine se tudi nekaj naučiš, da veliki avtobusi ne morejo v vsako slovensko vas. Mi pa želimo priti vsako slovensko vas, do vsakega človeka, in zato bomo v tej kampanji imeli samo tak volilni kombi, ki pa lahko obrne vsaki slovenski vas in pride do vsakega slovenskega človeka.
Naša volilna kampanja bo skromna, racionalna, veliko bomo prisotni na družbenih omrežjih in predvsem v stiku z ljudmi. Ljudmila Novak je znana po tem, da ima rada ljudi in naša celotna kampanja bo slonela na tej predpostavki.